Lepo pozdravljeni. Knjiga, ki me je v zadnjem času najbolj navdušila, ima naslov Še en krog na vrtiljaku. Avtor knjige, znameniti italijanski novinar Tiziano Terzani, v tej knjigi opisuje svoj boj proti raku. Po vsem svetu išče čudežno zdravilo, od Amerike do Azije, in ko oceni, da se bolje počuti, da je morda že zdrav, se odpravi na znamenito newyorško kliniko na zadnji pregled. Tu pa mu povedo, da ne bo več dolgo, da bo umrl. Zato se usede na letalo in odleti v svojo skromno kamnito hišico v Himalaji in živi dalje. Brez dvoma večkrat vzamemo v roke knjigo, ki se nas dotakne, pa čisto vseeno na kakšen način. Mogoče se želimo samo dobro nasmejati, mogoče iščemo razlog, da bi se lahko zjokali. Največkrat pa si želimo, da nas knjiga prijetno ogrne in za seboj z njo zapustimo ta nemirni, intenzivni svet, v katerem živimo. Branje je nekaj čudovitega, vsaj zame. S knjigo lahko potuješ po svetu, po vsem svetu, brez vozovnice in brez potnega lista. S knjigo lahko prideš v vsako sobo, na vsako dvorišče in vsako dušo. Jaz se spominjam, da sem komaj čakala, da se naučim črk, in moja prva knjiga, ki sem jo sama prebrala, je bila pravljica Trije medvedi. Potem sem izbirala v vaški šolski knjižnici, zelo se spominjam Jalnovih bobrov, Bevkove Pestrne, to sem neštetokrat prebrala in ob vsakem branju sem jokala in trpela s to nesrečno deklico. Kasneje so mi spet prišle v roke knjige Janeza Jalna, Vozarji. Brala sem tudi druge knjige, ki so takrat izhajale kot slovenske večernice pri Mohorjevi družbi in se jih je dalo izposoditi tudi kje pri sosedih v vasi. Ko pa sem začela zahajati v knjižnico, je bila pa seveda izbira veliko širša in bolj pestra. Da bi se mogla odločiti za en naslov, ki mi je res segel v dušo, je zelo težko pri tolikih dobrih knjigah. Ampak v zadnjem času sem prebrala Knjižničarko iz Auschwitza in Slaščičarno na vrtu. Ti dve knjigi sta zelo različni, ampak imata precej skupnih, skupnih točk v ljudeh, ki so pripravljeni za druge narediti marsikaj. Med knjigami, ki so se me v zadnjem času dotaknile, bi rada izpostavila tole. Drobnarije Mete Hočevar, priznane scenografke, arhitektke in gledališke režiserke, ki je ponavadi pisala predvsem o prostorih, scenografijah v gledališču in sicer. V tej knjigi se pa vrne v svoje otroštvo, ki ga popiše in deloma tudi nariše. V knjigi se nizajo zgodbe, prizori in občutki, ki nas približajo Meti, hkrati nam pa dajo tudi priložnost, da se sami spomnimo svojih otroštv in mladosti. Lepo pozdravljeni, moje ime je Polona Klančnik, Pola, in sem avtorica knjige Doživeti sladkarije by Pola Bekeraj. To je bil moj prvenec, v konec maja prihaja še ena moja nova knjiga in potem konec leta še tretja knjiga. Sama se uvrščam med knjigoljubce, zelo imam rada knjige in knjiga je pravzaprav tista stvar, jaz tudi večinoma knjig kupujem,
In knjiga je edina stvar, ki je nikoli ne posodim. Če me boste lepo prosili za Polona bi mi posodila knjigo, bo moj odgovor ne. Knjige nikoli ne posodim in je nikoli ne bom posojala. Zelo jih imam rada, zelo sem navezana na vsako izmed njih in prav zares skoraj vse knjige večkrat vzamem v roke. In knjiga, ki bi jo morali večkrat prebrati v življenju, jaz mislim, da so to kar vse. Seveda pustimo zdaj te romane, ljubezenske zgodbe, to prebereš, knjigo daš naprej ali jo vrneš v knjižnico, kakorkoli. Sicer pa knjige v različnem obdobju življenja zelo različno vplivajo na nas oziroma jih razumemo drugače. Knjigo, ki jo bereš pri 20, 30, 40, si v vsakem obdobju razumel drugače in v vsakem obdobju si nekaj potegnil iz nje. Tako da ja, vse knjige lahko beremo v vsakem obdobju in večkrat. Če pa me vprašate, katero knjigo sem največkrat prebrala in jo bom še, upam, da milijonkrat, to je knjiga Maček Muri. Zame je to, če bi morala izbrati najljubšo knjigo, bi bil to sigurno Maček Muri. Po knjigi, ki na nas naredi dober vtis, pri kateri smo uživali v branju, ki v nas zbudi določene občutke. Absolutno lahko večkrat posežemo, sam imam kar nekaj takih knjig, ki jih vedno znova jemljem v roko in preberem tu in tam kakšen odlomek, ne nujno celo. Na vaše drugo vprašanje pa bi odgovoril nekoliko drugače. Zanesljivo boste spoznali človeka, ki v vsem svojem življenju ni prebral niti ene same knjige. Vse dobro vam želim. Jaz sicer ne bi mogla reči, da lahko potem, kaj kdo bere, rečem, kakšen človek je. Lahko pa rečem, da v ljudeh takoj prepoznam bralce. Ljudi, ki so sposobni se potopiti v svetove drugih ljudi, ki so sposobni razpreti svoje meje domišljije in takšni ljudje me gotovo pritegnejo. Vsi tisti, ki berejo, gotovo zelo ne mislijo. Glede na to pa, kako poznaš človeka, potem, kaj bere, je pa tu veliko resnice. Ker človek, ki veliko bere, ima širok besedni zaklad, bogat besedni zaklad in tudi njegovo izražanje je, po njegovem izražanju se to pozna. Kdor pa ne bere, se pa tudi pozna. Jaz knjige zelo intenzivno doživljam, zato sem vedno vesela, kadar srečam osebo, ki so ji všeč podobne kot meni. Mislim, da lahko knjige povezujejo ljudi, ne v tem smislu, da bi se morali o njih nujno strinjati, ampak veliko pomeni že to, če najdeš človeka, s katerim se lahko pogovarjaš o vsebini določene knjige, tudi če imata v njej nasprotna mnenja. Knjige pač odpirajo nove svetove in lepo je vstopati vanje in tam včasih tudi koga srečati. Ali lahko človeka prepoznamo po branju? Ja. Tukaj bom kratka in jedrnata. Ja. Ljudje, ki veliko berejo, ki berejo različne knjige, absolutno so pogovori z njimi drugačni, kot pa z ljudmi, ki nikoli ne berejo. In jaz mislim, da bi mogli to branje ponovno obuditi, spodbujati ljudi, da berejo, da se izobražujemo. V končni fazi si v nekem svojem svetu, v svojem stanju, meditativnem stanju, takrat je čas samo za knjigo in za bralca. In ja, ljudje, ki veliko berejo, so različni oziroma drugačni od ljudi, ki ne berejo. Veselim se vseh novo izdanih knjig,
Veselim se dobrih knjig, veselim se vseh žanrjev in lepo vas pozdravljam, seveda pa se zelo veselim tudi mojih 2 novih knjig. Po knjigah, ki jih bere, pa seveda prepoznamo tudi bralca, ker vsak bralec ima seveda svoj specifičen okus. Nekatere knjige, tematike so nekomu bližje, nekomu malo manj in ko vidiš, kaj bere, si lahko seveda v njem tudi ustvariš nek vtis.